Spletni goljufi se, opozarjajo strokovnjaki, skrivajo tudi za lažnimi lekarnami, kjer prodajajo cenejša zdravila in celo zdravila, ki jih v fizičnih lekarnah sploh ni mogoče kupiti. V resnici pa se v škatlicah znajdejo tablete pretečenega roka ali celo zdravila z nevarnimi učinkovinami, tudi takšnimi, ki povzročajo odvisnost ali težje zdravstvene zaplete. No, finančna uprava je po zadnjih dostopnih podatkih v letu 2024 zasegla več kot 1200 pošiljk, v katerih je bilo dobrih 120 tisoč kosov zdravil. Podrobneje Rebeka Tomadus. Ljubljana-lekarna.com. Podobna domena kot sicer prave spletne strani ljubljanskih lekarn, a odpre se povsem drugo spletno mesto, ki ponuja številna zdravila, od hormonskih tablet do antibiotikov in celo zdravil za srčno-žilne bolezni. Na spletu se pojavlja vedno več tako imenovanih lažnih ali ponarejenih spletnih lekarn. Te spletne lekarne imajo domene registrirane izven Evropske unije. Jemanje kateregakoli zdravila, ki mora biti striktno predpisano na recept, brez zdravniškega nadzora, nevarno. Pojavijo se lahko resni zapleti zaradi napačnega zdravljenja, neželenih učinkov, interakcij med zdravili. Podatki kažejo, da je v Sloveniji še posebej razširjeno kupovanje po naredku zdravil za zdravljenje erektilne disfunkcije. Verodostojno spletno lekarno prepoznate po tem znaku, ki ga najdete na dnu strani. Omenjena zdravila pa lahko sicer po zakonodaji prevzamete ali kupite samo v fizični lekarni. V spletnih lekarnah v Sloveniji in v večini evropskih držav se izdajajo samo zdravila brez recepta, pa seveda kozmetika in izdelki za varovanje in ohranjanje zdravja. Za samoplačniške nakupe zdravil Slovenci sicer letno porabimo okoli 70 milijonov evrov. Na recepte, ki jih krije zavarovalnica, pa prevzamemo za več kot 850 milijonov evrov zdravil. Mislim, da imamo kar dobro preskrbljenost za zdravili, se pa res v zadnjem času pojavljajo tudi kakšne izjeme. Ali bo zdravilo pripeljal v Slovenijo ali ne, se odloči imetnik dovoljenja za promet, torej proizvajalec. Proizvajalec je tisti, ki odloči ceno. Kot sem povedala, cene zdravil na recept so v Sloveniji, ki smo dvomilijonski narod, v evropskem povprečju. Če stisneš dobavitelja, prodajalca preveč močno, se potem umakne s trga. Če zdravila trenutno pri nas ni, ga lahko z zelenim receptom prevzamete tudi čez mejo in ZZZS vam stroške povrne. Letno imajo, pravijo, okoli 1800 povračil.